Vse se spreminja, pravijo, in tudi naša prehrana bi se morala spremeniti. Danes vam posredujemo nekaj priporočil naših strokovnjakov, ki vsi v en glas pravijo: hrana po zimi mora biti drugačna kot poleti. Poglejmo, kakšno hrano priporoča Jelena Dimitrijevič. Po tradicionalni kitajski medicini je velik poudarek, ko govorimo o ledvicah, na hrani, ki je temne vijoličaste barve. Se pravi, če hočemo res spodbuditi boljše delovanje ledvic, mora biti veliko jagodičeve, zlasti borovnice, divje borovnice, zelenje, temnozelena zelenjava, veliko koristnih mineralov. Pa hkrati dodajamo tudi užitne alge ali alge na splošno, zaradi tega, ker bo to esenca, ki bo krepila naše ledvice. Vse tudi, kar vsebuje veliko več silicija. A je to recimo, nek čaj iz mladega ovsa, silicij recimo zelo pomemben, dobimo tudi ga iz kopriv, proso je treba jesti, tudi okrepimo stanje naših ledvic. Ampak načeloma ledvice najbolj izčrpava stres. Dolgotrajno stresno obdobje, zaradi tega, ker v bistvu na tak način tudi aktiviramo preveč nadledvično žlezo in je treba umiriti telo. Zaradi tega nam zelo pomaga nekaj, kar je adaptogeno, adaptogene rastline. Če so naše ledvice v težavah, potem razmišljamo v tej smeri. Tisti, ki imate svoje pridelke ter ste jih fermentirali, pa ste po mnenju ne samo nutricionistov, tudi holističnih zdravnikov in vseh strokovnjakov zmagali. Fermenti bodo namreč hranili vaše bakterije in počutje bo odlično, kot bo tudi nivo vaše energije in imunski sistem. Poglejmo, kaj pravi Sanja Lončar. Bomo ogromno prihranili in okrepili ravno te vitalne organe, če obvladamo fermentacije. Istočasno nam to omogoča, da vse, kar še obstaja na našem vrtu, pa se nam zdi, da bo šlo le na kompost, konča v odličnih sfermentiranih pripravkih. V osnovi fermentacija je zelo preprosta, če vemo, kakšne napake ne smemo narediti. In ker smo pisali ta priročnik tako, da smo prosili ljudje, da nam opišejo vse svoje podrsljaje in napišejo, pravzaprav kaj vse je šlo narobe, potem smo forenzično ugotavljali, kje ljudje najbolj pogosto naredijo napake. In če te napake odpravimo, potem je vsem tem, ki so prej res imeli težave, uspelo. Torej, očitno gre za to, malo smo izgubili, včasih so to babice že po defaultu vse obvladale, zdaj se poučimo na novo in res vrag se vedno skriva v detajlih. Tako da treba je res vse narediti prav. Higiena, pravilni pritiski, čist pravilna količina soli, ki jo dodamo in potem zadeve ohranimo lahko tudi za nekaj let. Če imate doma svoje fermentirane izdelke, boste tako dobili zares ogromno. Se pa veliko ljudi danes usmerja k uporabi fermentiranih napitkov, fermentov, ki se jih uživa v zelo majhnih količinah. Dr. Dejan Jarič je holistični zdravnik, ki je testiral ferment nemškega podjetja, ki fermentacije ne pospešuje s segrevanjem, ampak pusti času čas. Poglejmo, kaj je povedal dr. Dejan Jarič po 25 dneh, ko je preizkusil mikrobiom 30. Ja, gre za en tak fermentacijski napitek, ki v bistvu vsebuje številne dobre bakterije, ki so dejansko zelo pomembne za stanje našega mikrobioma. In jaz, ko sem ga probal, sem dejansko začutil več energije, več fokusa, nekako tudi čez dan je bilo več te energije, ker delam veliko z ljudmi, kar zna biti včasih utrujajoče, z problemi psihičnimi, z težavami v odnosih in tako naprej. Tako da dejansko je v bistvu, tako bom rekel, zelo dobra podpora. Sploh zdaj v teh časih, v teh mesecih, ko je več teh okužb, prehladov in tako naprej. V bistvu jaz bi rekel, da je to čist za vse, in za preventivo, torej tudi tisti, ki so zdravi, ki nimajo nekih težav, ker v Sloveniji še vedno premalo delamo na preventivi. Tudi jaz vedno, ko pridejo ljudje k meni, pridejo že, ko so res hudo v stiski, v težavah, čakajo, dokler res ni toliko hudo, potem pa pridejo, pol bi pa vse naredili, da bi si nazaj pridobili zdravje pa dobro počutje. Tako da preventiva definitivno, otroci, potem odrasli, vsi, ki imajo kakršnekoli tudi zdravstvene težave, depresije, anksioznosti, vsi z raznimi kroničnimi boleznimi, ker lahko seveda s tem dodatno mi ukrepimo imunski sistem in pomagamo
damo v bistvu telesu, da se začne samo zdraviti, ne? Ker vemo, naše telo je zelo inteligentno in se v bistvu samo zdravi, seveda, če ga pa mi dodatno podpremo z določenimi produkti, ki vemo dokazano, da nas vplivajo na naše zdravo dobro počutje, pa to še toliko boljše. Ne? Se pa lahko takšen ferment uporabi tudi pri kožnih težavah. Poglejmo, kako je to demonstrirala in zaupala dr. Urška Videmšek, ki pri uporabi prav tako uporablja Mikrobiom 30. Pri težavah z kožo uporabimo moč fermentacijskega napitka in ga lepo zmešamo. Takole, najprej dodamo majčken fermentacijskega napitka in ga potem v razmerju 1:3 zmešamo z vodo. Takole. In si potem tole mešanico namažemo na tiste predele, kjer je koža problematična. Lahko kar takole direkt namažemo, ne, in pustimo, da se lepo vpije v kožo. Fermente, kot je Mikrobiom 30, tudi vse bolj uporabljajo nosečnice, ki se zavedajo, da morajo za svoje zdravje in zdravje otroka skrbeti preko črevesja. Žličko Mikrobioma 30, razredčeno z vodo, lahko dajemo tudi zelo majhnim otrokom, kot uporniškim najstnikom, ker je količina zelo majhna. Učinek pa je zelo velik. Vodila za zimo so torej jasna. Gretje ledvic, topla hrana na žlico, fermentacija in predvsem veliko počitka.